Ali imaš rada sama sebe? Zelo kompleksno vprašanje, kaj ne? Danes malce več razmišljanja o tem, tako da vas izzivam, da malce skupaj pogledamo tudi to temo. Mojca z vami, Lavitas Vitas Energy, se veselim, da smo ponovno skupaj in da te še enkrat vprašam, ali imaš rada sama sebe? Kaj to v bistvu sploh pomeni? Ali deluješ skladno s samo seboj ali proti sebi? Kaj to pomeni? Da te izzovem, te nekdo vpraša, bi šla z mano na kavo, pa se tebi v ozadju ne da? Ali rečeš ne, ali greš preko sebe in rečeš ok. Čeprav se ti ne da, pa veš, da bi rajš bila sama doma in se regenerirala, ne vem, whatever. To je zdaj prvo vprašanje in tukaj se že odraža ljubezen do sebe. Torej, koliko dejansko se imaš rada, pomeni, koliko dejansko tudi govoriš svojo resnico. To pomeni, če se tebi ne da, pa če rečeš, se opravičujem, danes res bi želela početi to pa to. Ali pa, ne vem, pač lahko čist v miru poveš, da danes ne čutiš tako. In je to to. In ne ukvarjaš se potem, kaj bo kdo drug, kaj bo mislil o tebi, kaj ga boš ti prizadela, bla, bla, bla. To ni tvoja skrb. Tvoja skrb je, da se imaš rada in slediš sama sebi. To pomeni, da se tukaj noter ne zatiraš, da ne greš preko sebe, ampak da enostavno izraziš svojo resnico in jo seveda poveš na en tak prijazen, prijeten način, če se že bojiš, da ti bojo drugi zamerali ali pa bojo jezni nate ali karkoli. Ti lahko čist normalno, s prijazno intonacijo, s prijaznim tonom rečeš, danes ne čutim tako. In je to to. In bo tudi tisti človek, prijateljica, prijatelj, kdorkoli pa že, bo čist super sprejel in bo čist razumel. Tako da, če pa imaš ti strah, potem pa to sogovornik začuti in dejansko mogoče se potem ne odvije najboljše ta pogovor naprej, če bi ti rekla, da se ti ne da. Tako da je zelo pomembno tudi, s kakšno energijo gremo v pogovor. Majčken v razmislek. Dosti je primerov, ki odsevajo to ljubezen do sebe. To pomeni, recimo, če si sama s seboj in imaš ful dela, pa ti telo govori, pojdi spat, utrujen sem, pojdi spat. Ti ga pa ignoriraš in bediš do, ne vem, 1-2 ponoči, zato ker moraš vse narediti. Tudi to je odraz ljubezni ali neljubezni do sebe. Torej, če se boš imela rada, boš rekla, jutri je novi dan, grem spat. Če se pa ne boš imela rada, ja, boš pa vse naredila, pa boš pol naslednji dan amijo. Recimo, tudi to je ljubezen do sebe. Različne nivoje imamo, a ne? Tako da vas majčken pozivam, da začnete malo razmišljati tudi o teh stvareh, na kakšen način izražate svojo resnico in pa da jo izražate, ker to je ljubezen do sebe. In pa seveda, kako se obnašate do sebe, samega sebe, torej, ko ste sami s seboj, interakcija s samim seboj. Ali je to delo, da preveč delate, da si ne vzamete časa zase, da preveč delate za druge, da drugim preveč ustrežete. Tudi to je ljubezen ali ne ljubezen do sebe. Vedno moraš najti balance. To pomeni, spim
8, 10, 12, 5, ne vem koliko ur, pogruntaj sama, koliko ur telo rabi za spanje, da boš ti res tisto optimalno funkcionirala čez dan. In potem greš v ta, bom rekla, balance. To pomeni, če ti rabiš 8 ur, 10 je ura, ob 6 moram vstati, jaz moram iti spat, jutri je novi dan, bom jutri naredila naprej. Če premalo časa posvetiš sama sebi, si tečna. Torej, kaj boš naredila zdaj? Ok, nimam časa, bom jutri, zdaj imam na urniku to pa to. Zdaj grem na telovadbo, recimo, če te to razsrečuje. Zdaj grem na ure flavte, recimo, če želiš se flavto učiti, ali pa klavir, ali pa slikanje, ali karkoli, kvačkanje, sploh ni pomembno. Pomembno je to, da vsak dan narediš nekaj zase, kar te veseli. Da začutiš to ljubezen tu noter, do sebe. In takrat, ko boš ti čutila to ljubezen do sebe, takrat boš ti lahko tudi oddajala to vibracijo in boš tudi lažje potem z drugimi se uravnovešala, boš lažje tudi njim pomagala, ali karkoli pa že, katerakoli interakcija bo že tu noter. Tako da majčkeno razmislek danes o ljubezni do sebe, jaz res ti želim, da bi res našla tisto pravo ljubezen do sebe, da imaš ta balans v sebi in da si res izpopolnjen, izpopolnjena in tako lažje funkcioniraš skozi svoje življenje, skozi vse izzive, ki pač prihajajo nasproti. Za še več Lavitas nasvetov te pozivam, da se naročiš na moj YouTube kanal, a če gledaš kje drugje, samo stisneš follow. Drugače pa, če želiš kaj pomoči na tem področju, seveda dobrodošla na individualnem svetovanju. Link pripenjam zgoraj spodaj, lahko si malce pogledaš, kako, kaj, zakaj. Drugače pa res ti želim prijeten dan, rada se mej, pazi nase, se oglasim še kaj. Vita živjo.